prijatelj naš je Jezus, on bremena lajša nam. Naj srce ti ne opeša, saj molitvi nisi sam. Včasih blodimo v samoti, včasih dan je poln težav. Zakaj te gobi svojih mu molitvi ne predal? Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz nas srca. Ko skušnjava te obide, ko boli te duša vse, ne obupaj v tej samoti, mir v molitvi te obda. Veš, da čaka te prijatelj, čaka, da olajša križ. Pridi k njemu, on te vabi, le pri njem pomoč dobiš. Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz nas srca. Če potrpce in utrujen, če bolezen te teži, pridi k Jezusu v molitvi, on so žalost nam teši. Jezus naš je spremljevalec sredi zemeljskih na tlu, varno nosi te v naročju, on Gospod je našim Bog. Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz nas srca. Govorimo o življenju z namenom. Prejšnjo lekcijo smo govorili, da nismo gola slučajnost. Kaj je namen našega življenja? Človek brez namena je kakor ladja brez krmila. Vsakega človeka nekaj žene. Obstaja veliko okoliščin, vrednost, čustev, ki nas ženejo v življenju. Sanjamo o izobrazbi, službi, družini, hiši. To so vse pomembne stvari v življenju. Toda prej ko slej se vsi soočimo s trenutkom v življenju, da nas začnejo gnati, voditi naša preteklost. Mnoge ljudi začne voditi občutek krivde. Začnejo gledati samo na svoje padce v življenju, dokler jih popolnoma prevzamejo negativni spomini, razočaranja in njihova preteklost začne nadzorovati njihovo prihodnost. Nekje se začnejo podzavestno kaznovati in zavirati lastni razvoj. Res je, da smo odraz svoje preteklosti, vendar ni treba, da smo njeni sužnji. Mnoge v življenju žene zamera, jeza, maščevanje. Nikoli ne pozabijo in ne prebolijo žaliti. Namesto, da bi odpustili in se znebili bolečine, jih v mislih kar naprej podoživljajo. Nekatere žene zamera in potem se zaprejo vase in svojo jezo potlačijo. Drugi pa eksplodirajo in se znesejo na druge. Nažalost, velikokrat ne vidimo, da smo večkrat tudi mi tisti, ki drugim povzročamo žalitev. Mnoge ljudi žene strah. Ne glede na vzrok strahu, ljudje, ki živijo v strahu, pogosto zamujajo priložnost v življenju. Spet nekatere žene materializem. Glavni življenjski cilj postane kopičenje. Želja po vedno večjem imetju temelji na zmotnem prepričanju, da bomo srečnejši, pomembnejši
in varnejši, če bomo imeli več. Velikokrat nas žene želja po priznanju. Lahko smo pod pritiskom svojih vrstnikov in se bojimo, da ne bomo sprejeti. Mnogi se trudijo celo življenje, da bi končno dobili priznanje od svojih staršev. Ali pa se trudimo, da bi končno okolica spoznala naš uspeh. Mnogi, ki bi radi zasloveli in ugodili množicam, na tej poti izgubijo smer in se izgubijo. Če se bomo pustili nadzorovati mnenju drugih ljudi, okoliščinam, bomo zagotovo zgrešili svoj namen. Življenje brez namena je gibanje brez smisla. Poznavanje namena daje življenju smisel. Najhujša tragedija v življenju je lahko življenje brez namena. Ljudje brez namena so ljudje brez upanja. Upanje se poraja tam, kjer je namen. Zato, če obupavaš, ne obupaj. Ko začnemo živeti življenje z namenom, se začnejo dogajati prave spremembe. Poglejmo zdaj, kaj Bog govori o pravem namenu. Mogoče je to za nekatere kamen spotike, ker ne verujejo v Boga. Vsi smo del nekega svetovnega nazora in prepričanja. Včasih je to dobro, včasih pa je lahko to ovira za naš razvoj. Eni verjamemo, da je Bog stvarnik vsega, drugi pa, da je vse nastalo slučajno. Včasih je potrebno tvegati in napraviti korak naprej, da se premaknemo iz nekega sedanjega stanja. Želim vas izzvati, da se mogoče prvič v življenju resno vprašate, kaj pa, če ima res Bog namen za moje življenje. Kaj Bog govori o našem namenu? V Stari zvezi prerok Jeremija govori takole: Vem za načrte, ki jih ima z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Besede, ki jih tukaj govori Jeremija svojemu ljudstvu, so v bistvu bile besede za vse, ki so bili v babilonskem suženjstvu. Izrael je izgubil svojo deželo, izgubil svobodo. Vse je izgledalo, da življenje za njih nima več nobenega smisla. Toda Bog razodene svoj načrt za vse, ki mu bodo verovali in zaupali, da jih bo izpeljal iz težke situacije. Vem za načrte, ki jih ima z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Božji namen za vse ljudi je prihodnost, upanje, blagoslov in ne nesreča. Prišel bo dan, ko se bo to nekega dne izpolnilo za vse tiste, ki so našli svoj namen v Bogu. Če želimo izvedeti, čemu smo na tem planetu, moramo začeti z Bogom. Ustvaril nas je Bog. Dokler tega ne razumemo, naše življenje nima smisla. Šele v Bogu lahko najdemo svoj izvor, identiteto, smisel, namen in vrednost. Normalno je, da si prizadevamo, da v našem življenju tukaj na zemlji uspemo. Ustvarimo neko zapuščino, da nas ljudje ohranijo v lepem spominu, ko nas več ne bo. Toda če je to naš edini namen, to zemeljsko življenje,
bomo prej ko slej razočarani in ostali praznih rok. Ljudje se premalo zavedamo, da vse dosežke na zemlji prej ko slej nekdo prekosi. Primer mladenčana govori zelo jasno. Zastavil si je cilj, da bo postal prvak tenisa v svoji šoli. Bil je ponosen, ko je to dosegel, in njegov pokal je nekaj let krasil vitrino šole. Čez nekaj let pa mu je nekdo poslal pokal po pošti, češ da ga je našel v košu, ker ga nekdo pri prenovi šole vrgal v smeti. Živeti, da bi ustvarili posvetno zapuščino, je kratko viden cilj. Če je naša gonilna sila samo zemeljsko življenje, ni čudno, da se nam mnogokrat zalomi. Delamo, da bi poskrbeli za družino. Delamo, da bi si lahko kupili boljši avto. Delamo, da si bomo privoščili dober dopust. Vse te stvari, ki nam omogočajo boljše, lepše življenje, so v redu. Toda, če je to edini cilj v življenju, potem se samo še vrtimo v nekem krogu in smo izgubili smer, kompas, jasni namen v življenju. Brez jasnega namena pa več nimamo dobrega temelja. Običajno se tedaj odločamo na podlagi okoliščin, pritiskov, skrbi, trenutnega razpoloženja, kratkoročnih načrtov. Poglejmo izjavo, ki jo je povedal Jezus glede zemeljskega življenja. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli in kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba, ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, in vse to vam bo navrženo. Eno od glavnih sporočil, ki jih Jezus tukaj da, je, naj se vse ne vrti samo okrog osnovnih vsakodnevnih skrbi, kot so hrana, obleka. Saj je življenje mnogo več. Ko Jezus pravi, ne skrbite za svoje življenje, sigurno ne misli, da naj nič ne delamo in gledamo samo v zrak. Seveda je pomembno, da načrtujemo, delamo, smo odgovorni za svoje življenje. Jezus govori tukaj o pretirani zaskrbljenosti, ki nič ne pomaga, kvečjemu lahko samo škodi našemu življenju, zdravju, psihi. Jezus pravi, da je eden od glavnih namenov: iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. Kaj je Božje kraljestvo? Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Veselje, ki prihaja od Boga. Če postavimo naš namen v takšnem vrstnem redu, bo naše življenje usmerjeno v pravo smer. Pravičnost, naši načrti, dela, naj gredo skozi sito pravičnosti. To prinaša kvaliteto našemu življenju in ljudem okrog nas, celi družbi. V bistvu smo odgovorni za pravičnost vsi ljudje, da smo dobri, pošteni, pravični državljani. To je zdrav temelj za državo,
gospodarstvo, kulturo, politiko, cerkev, za vse. To je blagoslov, zdravje, sreča, modrost. V Pregovorih 9. poglavju 9. vrsti beremo: pouči modrega in bo še modrejši. Pojasni pravičnemu in bo pomnožil znanje. Kaj pa mir in veselje? Mnoge stvari v življenju delamo, nas ženejo prav zaradi tega, da bi našli veselje in mir. Če je namen našega življenja Božje kraljestvo, če bo gonilna sila v našem življenju Božje kraljestvo, bo veliko veselja in miru v našem srcu, kljub težkim okoliščinam okrog nas. Ali želimo živeti življenje z namenom, ki temelji na Bogu? Ponovno zaključimo z molitvijo. In molitev niso neke religiozne fraze, ampak odločitev v našem življenju, da želimo pomoč in vodstvo Boga. Molimo. Vsemogočni Bog, hvala ti za življenje. In tukaj smo. In te prosimo, da nam še globje razodevaš, kaj je življenje z namenom, smislom, s pravo polnino in veseljem. Pomagaj nam, da iščemo Božje kraljestvo, da razumemo princip, Bog, katerega si nam ti dal, da najprej naj gradimo s tabo in da nam boš dal modrost in vodstvo tudi za vse ostale stvari v življenju. Hvala ti, da nas ljubiš, in hvala ti, da si poslal svojega sina Jezusa, ki je na križu umrl za naše grehe. In če še kdo ni svojih grehov priznal Jezusa in ga sprejel za svojega zveličarja, povej: Jezus, danes sem tukaj. Odpusti mi vse moje grehe. Rabim odpuščanje. Rabim novo življenje. Pridi v moje srce. Napolni me svojim duhom in me vodi, da spoznavam vsak dan življenje z namenom. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in veliko modrosti, spoznavanja svojega namena, zakaj živimo.